V studiu se nam je pridružil Bojan Labovič z Urada za kulturo Mestne občine Maribor. Dober večer želim. Dober večer, lep pozdrav. Dobitnik Glazerjeve nagrade za življenjsko delo, akademski slikar Ludvik Pandur, je včeraj dejal, da je nagrade zelo vesel in hvaležen, ker so mu pogledali čez ramo in videli to, kar vidi on. Kaj je torej tisto, kar je treba videti v takšnem primeru? Ja, treba je videti, po mojem mnenju, če jaz to malce obrnem, umetniki, ti pravi, da rečem, resnični umetniki vedno gledajo malce onkraj, gledajo naprej, gledajo čez in na tistih, ki spremljajo umetnost in odločajo o tem, kako to nagraditi, je, da to opazijo, ne? In velikokrat se to žal ne opazi, ampak so ljudje bolj dojemljivi na te površinske stvari, to se pravi popularne in tako naprej, ampak umetnost ni samo popularna stvar, ampak je resnično iskanje, da rečemo, nečesa skrivnostnega, nečesa nezavednega, nečesa, kar je onkraj, da rečem, prvega pogleda. Povejte, lanskoletna dobitnica nagrade za življenjsko delo, akademska kiparka Vlasta Zorko, je dejala, da je domača umetnost še zmeraj premalo cenjena, nekako samoumevna in da jo velikokrat zasenčijo tuja dela. Po njenem bi bila veriga likovnih del, recimo v Umetnostni galeriji Maribor, lahko mnogo daljša, kot je nekoč bila veriga rok, ki so selile Mariborsko univerzitetno knjižnico z enega konca mesta na drugega. Zakaj je tako? Zakaj morda Mariborčanke in Mariborčani še vedno ne znamo videti in ceniti tistih del lastnih umetnikov? Jaz bi to z enim stavkom najprej povedal, da noben žal doma ni vizionar in velikokrat smo pač bolj dojemljivi, bom govoril v prvi osebi množine, za uspehe, ki jih vidimo od zunaj, zato tudi ta naša nenehna primerjava z zunanjem svetom, da tako rečem, to se pravi predvsem s tujino, in zaradi tega pogleda nam velikokrat uidejo stvari, ki bi jih morali videti doma. Seveda, kar zadeva zbirko Umetnostne galerije Maribor, ima gospa Zorko popolnoma prav. Maribor je mesto vrhunskih likovnih ustvarjalcev in počasi bi že bil čas, da to mesto zagotovi, da uspe zagotoviti optimalne pogoje za delovanje Umetnostne galerije in pa s tem posledično seveda za pogoje povečevanja zbirke. V Mariboru je veliko ustvarjalcev na številnih področjih. Ste morda kdaj razmišljali, da bi tole normo 1 nagrada in 3 listine kdaj dvignili in recimo v enem letu nagradili več umetnikov? Letos je na primer bila konkurenca, če se izrazim malce po športno, izredno močna, vendar te misli so seveda bile, da se število nagrad dvigne, ampak tu sta dva problemčka, če se tako izrazim. Eden je seveda finančni, kot vemo, Glazerjeva nagrada je finančna nagrada, je 75% Prešernove nagrade, kar je soliden znesek. Drugo pa je vseeno, kultura mora imeti pri ocenjevanju tudi neke meje, to se pravi, da se dejansko nagradijo tisti, ki so pa resnično najboljši, in če se bo to, da rečem, razvodenelo v veliko število nagrad, potem bo počasi že prišlo, da bo vsak enkrat na vrsti. Verjetno razumete, kaj sem hotel povedati, pač nagrade so takšne, nekdo dobi, nekdo ne dobi, vedno je nezadovoljstvo, vedno je pa tudi veselje. Gospod Labovič, pogled, imate vse dosedanje predloge, prejemniki doslej niso bili samo posamezniki, bili so tudi skupine, bil je celo časopis. Letos ste že omenili, da nameravate odlok o nagradah nekoliko spremeniti, tako da bodo nagrade in listine slavile izključno umetniško ustvarjalnost. Tu se zdaj morda poraja vprašanje, kdo bo potem morda izpadel? Po predlogu, da ne bo kakšne bojazni, ne bo izpadel nihče, vendar jaz sem osebnega mnenja, pa mislim, da kar velik del kulturno-umetniške javnosti, da bi te osnovne nagrade, predvsem Glazerjevi listine, morali biti nagrade, tako kot je to s Prešernovo nagrado, nagrade za ustvarjalnost. Seveda pa razmišljamo, da vse tiste, ki v kulturi in umetnosti delajo kot organizatorji, pospeševalci in tako naprej kulturnega življenja v mestu, da bi se pa za njih ustanovila posebna nagrada, ki bi se mogoče imenovala Glazerjevo priznanje ali kakorkoli, ker seveda gre za zelo pomembne ljudi v kulturi in umetnosti, ki jih ne kaže prezreti. Vendar to majhno mešanje hrušk in jabolk ustvarjalnosti in organizacije pa se mi zdi vseeno
nekorektno do tistih primarnih ustvarjalcev, ker oni so pa vseeno nosilci, da rečem, kulture v tem mestu, tisti, da rečem, osnovni nosilci. Obstaja tudi bojazen, da bi kulturna dediščina tukaj izpadla. Seveda na državni ravni ima kulturna dediščina posebno nagrado, ki se ji reče Valvazorjeva nagrada, zato to področje ne more dobiti Prešernove nagrade. Mi pač v Mariboru imamo to združeno. Ampak seveda nihče ne razmišlja, da bi izločil tiste posameznike na področju kulturne dediščine, ki delujejo na tem področju ustvarjalno, ker to je tudi lahko ustvarjalno področje, ne samo znanstveno, ne. Seveda pa imamo še tu tako imenovano znanstveno področje na področju kulture, za kar se lahko podeli letos nagrada do sedaj, in tu bomo tudi razmislili, na kak način umestiti tudi ta pomemben del. Samo še eno kratko vprašanje za konec. Tisti, ki nas zdaj gledajo in poslušajo in imajo morda kakšne svoje favorite, ki bi jih radi predlagali za prihodnje, kdo je torej tisti, ki lahko predlaga kandidate, kako in kdaj? Favorite imamo vsi, ne? Ljudje smo pač, imamo različne okuse, različne svetovne nazore in tako naprej, ampak Glazerjevo nagrado lahko predlaga čisto vsak, ne? To se pravi posameznik, inštitucija, organizacija, kdorkoli, ne? Skupina občanov in tako naprej. Ne glede na kraj bivanja, seveda ni potrebno, da je Mariborčan, tako da to je odprto, ne. Če se malo pošalim, lahko mama predlaga svojega sina, ampak morate se pa vprašati, če je to higienično. Tako. Hvala lepa za odgovore in hvala, da ste bili naš gost v oddaji RTS 24. Ni za kaj, hvala.